Mimo grede, nadaljevali bomo pogovor z prejšnjega tedna, karmična diagnostika. Jasmina sta že kar veliko povedala, pa še vseeno morda za začetek, ne? Jaz zmeraj rada naredim en takšen povzetek za tiste, ki pa morda prejšnje oddaje niso spremljali. Veste, tako, ko so v kakšnih serijah in filmi, ne? Tako, ko v 2 minutah povzamejo vse za nazaj. Torej, karmična diagnostika, en povzetek prejšnjega tedna. Kaj sploh je, da lahko potem nadaljujemo? Kot smo zadnjič rekli, najprej da pozdravim gledalce, pa hvala za povabilo, da še enkrat pridem, pa da lahko povem. Z velikim veseljem. Karmična diagnostika nasplošno temelji na zakonu vzroka in posledice. Znači, za vsako stvar obstaja nek vzrok, ali je to slaba stvar, dobimo poplačilo, ali je to dobra stvar, dobimo poplačilo. Znači, nobena naša misel, naše dejanje, noben naš občutek ne mora biti ni brez razloga in nima posledice. To pomeni, da če jaz se jezim, obsojam večinoma dneva, recimo, in to traja en čas, bom potem deležen tudi teh energij, če sem slabše počutil in posledično tudi s to energijo vplival na druge. Ne? Če pa jaz, recimo, bolj dobro razmišljam, imam dobre občutke ali se trudim vsaj v tej smeri, enako jaz potem to dajem okolici in okolica je deležna teh občutkov, ne, v temu. Karmična diagnostika pa sama odkriva, zakaj so nekatere blokade, zakaj se recimo jaz jezim, zakaj imam strahove, zakaj imam slabe odnose, zakaj imam pomanjkanje financ, zakaj imam recimo pomanjkanje zdravja in tako dalje. In se stopi v človeško biopolje, znači v naše polje vse, kar imamo, znači od fizičnega, čustvenega, mentalnega, informacijskega polja, znači ta energijska raven in duhovna raven, vse, kar mi smo, in se točno pri vsaki osebi določeno pogleda. Znači, to ni nasplošno. Znači, tudi če bi bila ena ista stvar, recimo jeza ali pa, ne vem, ena bolezen, katera bi bila, je pri vsakemu človeku drugače. Znači, je drugačen vzorec ali drugačen stvar, katera se je zgodila, radi česa človek to ima, ne? Na kak način potem obravnavate nekoga, ki pride k vam? Kako to zgleda? Kako to zgleda? Najprej se pove težava, kakšna je težava, koga moči, kaj želi kdo narediti ali oziroma spremeniti. Potem se pogleda, zakaj je do tega prišlo. Tako na podlagi pogovora? Tako je, na podlagi pogovora. Potem se pa vstopi v biopolje, znači v polje osebe in se preveri in pogleda, kaj je tisto kritično, ali so to vzorci, ali so to občutki, ali so to kakšni dogodki, ali je to kakšno učenje, ali je to izbira mogoče celo duše, pa se pogleda, kaj je potrebno narediti, kaj je potrebno sprostiti oziroma kaj je potrebno aktivirati. S katerimi težavami najpogosteje prihaja k vam? Jaz sem malce radovedna. Jaz sem največ imam to dela z odnosi, znači z odnosi do sebe pa do drugih. Znači, ali so to partnerski odnosi, ali so to odnosi starši, sodelavci, z otroci in tako dalje. Ne? Tu je največ, drugače pa tudi nekateri so tudi kaj pomanjkanje zdravja, tudi finance, delo, a tudi zadnje čase dosti življenjski namen v temu. Tako da razlikujejo se od meseca do meseca, ne? Ravno, ko smo pri odnosih, sem nekje zasledila tudi izraz karmični odnosi. Kakšno povezavo ima zdaj karmična diagnostika s karmičnimi odnosi, za samo karmo? Ja, karmični odnosi, na primer, da bi rekel, kaj je sedaj karmični odnos, je odnos, v kateri že sami po sebi, recimo, karma ima neko težo. Rečemo, karmi so dali neko težo, drugače karma sama ni slaba, ampak je cilj karme, da pride do izravnave. Pomeni, če bi bila karmični odnos sedaj, da sem jaz nekoga, ali recimo v mladosti, ali pred 5 leti nekoga trpinčil, bom jaz lahko sedaj to dobil nazaj, da bom jaz to spoznal. Znači, cilj karme ni kaznovanje, ampak da pride tisto v balans, da pride v ravnovesje stvari. Znači, da jaz lahko ozavestim, kaj sem jaz počel narobe, kaj sem jaz biksal nekje in potem mi drugi to osebe oziroma situacije mi to kažejo, da lahko jaz to pri sebi spremenim oziroma ozavestim. In če sem jaz pripravljen to ozavestiti in spoznati, aha, jaz sem tudi to počel ali podobne stvari, znači sedaj jaz to dobim kot opozorilo, da rabim to sprostiti nazaj. Take stvari se pa tudi lahko vlečejo še iz preteklih življenj oziroma tudi lahko jih podedujemo od prednikov, ne? Zelo zanimivo. Torej, kar damo, dobimo tudi nazaj. Tako, ne? Znači, in vse je zapisano v nas, ne? Biopolje človeka je tako, ne? Recimo, če se jaz razvim pred 20 leti, pa naredim eno zamero do, ne vem, do ene jabolke ali do enega soseda ali pa do kogakoli drugega in to pozabim, to potisnem noter, to še ne pomeni, da v meni ni.
To je enako kot v računalnik. Napišeš eno datoteko in jo shraniš in jo pustiš. In jo ne gledaš par let, nič. Ampak to ne pomeni, da še te datoteke ni. Ne? Rabiš ti do nje priti, jo pogledati, aha, pred tem in tem leti sem napisal to in to, sem naredil to in to, znači potrebno je potrebno narediti delete, da tega ni. Ne? Drugače še vedno obstaja v nas. Znači, mi smo kot en računalnik, katere se informacije shranjujejo v nas. Shranjujejo se pa na dva različna načina, in sicer v zavesti in v podzavesti. Podzavest je približno, pravijo, da pri večini ljudeh 90% deluje podzavest, 10% pa nekje zavest. Pa razlika je, sedaj ne vem točne številke, ne me za to vleč, ampak približno nekje, da zavest si na minuto zapomni okrog 2000 informacij, podzavest pa 40 000 informacij. Nekje taka velika razlika je. Ne? In zato imamo mi težave, ker zavestno vemo, da nekaj gre narobe, nekaj ni nam v redu, recimo v odnosu ali v financah ali pri zdravju, do podzavesti pa ne moremo dostopiti. In cilj karmične diagnostike je, da pogleda oboje, in zavest in podzavest. Temu. Še posebej podzavest, ker vsak človek nima dostopa do svoje podzavesti, če se tega ne nauči, oziroma če se ne zna spustiti sam v svojo notranjost. In potem podzavest deluje na nas. In sedaj jaz recimo zavestno si želim uspeti, v podzavesti imam pa program, da si ne želim tega. In ker podzavest močnejša, bom jaz se ali boril, ali zelo na težki način prišel do tega, kar si želim. In potem, ko mi to spremenimo, ko gre ta podzavest in zavest v isto smer, pa takrat pridejo rezultati. Ja. Zdaj bi to si ljudje recimo znali predstaviti, karma je nekaj slabega. Zdaj nekaj, kar sem jaz storil še kot mlad, recimo 20 let star, nekaj slabega, aha, se mi je pa potem vrnilo. Ne? Ampak to ni ravno tako. Karmična diagnostika nam lahko zelo pomaga v življenju. V bistvu moramo na to gledati kot nekaj dobrega, ne pa zdaj nečesa, kar nas mora biti strah. Ne, sploh daleč od tega, da nas mora biti strah, ne, v temu. Mi nekatere stvari ni mus, da bodo prišle na odplačilo, ker lahko jih z drugačnimi dejanji mi spremenimo oziroma presežemo. Ne. Če obstaja več vrst karme, je karma, katera je zrela, tista je sedaj na vrsti, da se to razreši, da jo ti spoznaš. In lahko boš potem en čas miren in ne boš imel nič, ko pa zopet določene situacije, ko boš ti dovolj zrel, bo zopet prišlo do tega, da se bo to lahko sprožilo in boš rabo nekatere stvari narediti, spremeniti ali celo samo sprijeti v temu, da so take. Potem je druga karma, je tista, katera nastaja vsaki dan. Znači mi vsakodnevno, znači kako mi razmišljamo, kakšne imamo občutke, kakšne imamo obnose, znači mi s tem sejemo, znači že to bo pa lahko za, ne vem, za teden dni, za mesec dni ali za leto dni, ne? Odvisno kaj je. Ne? Običajno ljudje, znači začel sem dobro misliti, začel sem dobro delati, ne? In hitro pričakujemo rezultat. Ne? Ampak jaz pravim tako, na hruško tudi, ko jo posadiš, mogoče prvo leto nima še plodov, ne? Ali bi še počakati eno leto. Ne? Znači, mi smo nestrpni. Ne? In tudi, če bi gledali, na spomlad je cvet, dokler pride plod, je potrebno počakati, da plod dozori, ne? Ker drugače imaš tiste mlade plodove, nimaš neke koristi od njega. Ne? Torej bo držal pregovor, kar seješ, to žanješ. Ja, večinoma ja. Ne? Potem je pa tukaj recimo še skrita karma, je pa tisti del, kateri sedaj ni trenutno za razrešitev. Ne? Se lahko čuti, da je, ampak ni prišel še pravi čas. Tisto pa lahko bo prišlo kasneje, oziroma se lahko tudi te presežejo. Presežejo se pa z dobrimi dejanji, lahko recimo z delom na sebi, z meditacijo in tako dalje. Ne? Ampak ni verjetno to tako, da nekdo pride k vam in je dovolj ena terapija in zdaj si bo nekdo mislil, zdaj sem pa jaz očiščen, vse imam v glavi lepo popredalčkam, kako moram delati, verjetno je potrebni kar več terapij. Ne, za eno stvar je običajno ena terapija, ne? V temu. Ne? Zdaj, če kdo ni pripravljen, potem gre se lahko na enkrat, dvakrat v temu. Ne? Ampak običajno je to ena terapija čisto dovolj, eno sprostitev, da ko ti jo zavestiš, kje ga biksaš, oziroma kaj rabiš narediti, ti je potem jasno. Ne? Imaš pa tudi še podporo za naprej, recimo za en dan, 2 dni, 3 dni, koliko je pač potrebno, da nekdo še naredi, da se to dokončajo stvari. Ne? Ker to ne pomeni, da samo tista terapija, ampak traja še to par dni, da se to posede. Znači, da pride do tistega, da vidiš, aha, reakcije so pa moje sedaj drugače, ne, v temu. Ljudje smo včasih nestrpni, ne, da hočeš takoj, ne, kar sem prej rekel s to hruško, ne, ampak rabiš ti počakati. Znači, ti si danes to presejal, ker če ti seješ 10 let, da si jezen in ne moreš naslednji dan pričakovati, zdaj bo pa vse v rožicah, vse bo tisto wow, ne, ampak počasi, postopoma, ne, tako z malimi koraki se daleč pride, ne.
Se mora karmična diagnostika izvajati v prisotnosti obeh oseb, ali se lahko recimo tudi nadaljavo? Lahko se tudi nadaljavo pogleda, znači brezprostorsko je to. Ne? Znači ni važno, če nekdo sedaj recimo ne vem, v Los Angelesu, New Yorku ali pa kjerkoli da je, pa reče, rabi pomoč, da mi poglej, kaj se pri meni dogaja, samo njegovo polje stopimo noter, pogledamo, kaj je in mu poveš. In tisti, kateri ve, oziroma lahko ti jo zavestiš, aha, to in to počnem. Enako kot recimo slična stvar, kot nekomu, ko pride, aha, ne, ko spoznaš, ja, to je to, ne. To je to, pa Nekaj ti naredi takega, ne. blink, blink. Tako, ne, nekaj ozavestiš, ne. Pa je že pri nas ta karmična diagnostika dosti znana, ljudem to dosti poznano, se dosti obračajo na vas. Ali je še to malce nepoznano, ali pa da ljudje ne verjamejo to, nimajo dovolj znanja? Obstaja več vrst načinov za samo pomoč in pomoč. Ne. Tisti, kateri razumejo, da so za svoje dejanja so odgovorni sami, ne, tisti se obrnejo. Ne. Tisti pa, kateri ne, tisti pa, kateri mislijo, da bodo nekdo drugi rabi narediti namesto njih, tisti pa ne. Takih pa tudi ni in tudi ne moreš pomagati temu. Ne. Ker če se nekdo drug ima slab odnos s svojim partnerjem, ne morem jaz odpustiti namesto te osebe, ne, ker imajo oni slab odnos. Jaz jim pa lahko pomagam, da do tega pridejo, da to spremenijo, da vidijo, kje in zakaj imajo težave, zakaj so se ujeli, kakšni so se vzorci sprožili, kakšen je namen in potem na temelju tega se lahko to uredi in sprosti. Ne. Da s karmično diagnostiko tudi izogniti kakšni bolezni? Seveda, ne, posledica lahko se pogleda recimo ne, kot prvo, ne, kot preventiva, lahko se pogleda, kdo ima koliko recimo, ne vem, ali jeze, strahov, zamer in tako dalje. Ker če bi gledali recimo po kitajski medicini, kdo ima veliko jeze, zamer, pa recimo agresiven, da je, bo to lahko vplivalo na jetra, ne? Znači bo lahko imel težave z jetri. Ne? Znači, kdo ima ni mus, lahko bo pa imel, ne? V tem, ampak to je dolgotrajno v tem. Enako recimo, ne? Kdo ima težave z ledvicami, so najverjetneje prisotni strahovi, pa tudi kakšne zamere. Potem recimo trebušna slinavka, vranica, je tukaj so skrbi. Znači mi zelo veliko skrbimo, kako bojo stvari stekle, kje je kaj. Ne? Potem recimo srce je tukaj tisto nepotrpežljivost, neučakanost ali tudi celo sovraštvo ali mržnja do sebe ali do drugih ali nesprejemanje sebe in to. Potem je pa recimo pljuča, žalost, največ žalosti recimo, ne, potem vpliva. In na temelju tega ni mus, ampak večinoma recimo to, kar se naštel na tak način, potem deluje na ta organ. In kot se to enkrat prepozna, ko se to sprosti, potem avtomatski se tudi lahko pride, da se izboljša zdravstveno stanje oziroma ne pride do bolezni. Ne? Če se vseeno ne predstavljam, morda čisto dovolj, ne? Jasmina je že bila pri vas, če sem prav zasledila, ampak če bi jaz prišla k vam, kako recimo moram jaz ali pa nekdo, ki nas gleda, opisati svoj problem? Recimo, kaj ne rečem, jaz sem pa zelo hitre jeze ali pa kako to izgleda? Ja, lahko sama obravnava, ko nekdo pride k vam. Lahko poveš, ne vem. Torej ena lastnost ali kako, ki te moti? Lahko je ena lastnost, lahko jih je več lastnosti, odvisno kaj ima kdo. Valno izberemo pa tisto, kar je temeljno, kaj bi bilo sedaj potrebno prvo narediti. Ne? To predcenite vi? Ne, skupaj se določimo. Ne? Skupaj se dogovorimo potem, kaj je potrebno narediti v določeni situaciji. Zdaj, če se nagle jeze, recimo, ne, lahko se pogleda zakaj, če je sploh to problem pri tebi, ne? Recimo, ne, če bi bil. Potem se pa pogleda, kaj se ti recimo iz tega učiš. Znači, kakšen je tvoj namen, recimo, kakšen je tvoj cilj tega, kaj hočeš ti doseči s to jezo. Znači, nismo osredotočeni na jezo, ampak smo osredotočeni na tisto, kar ti dobiš s tem. Znači, pot potem se spremeni skozi jezo. Znači, ko ti ozavestiš, kaj ti s jezo dobiš, kaj želiš praktično doseči oziroma kaj dosegaš, potem se pa ta pot jeza spremeni v nekaj drugega in ti isto dobiš, samo brez tega negativnega predznaka, recimo brez jeze. Ne? Če nekomu želiš nekaj slabega, se bo to čez nekaj časa obrnilo tebi. Bo nekdo drug želel meni nekaj slabega ali pa se mi bo naredil isto. Na ta način deluje karma v življenju, tako za na konec, da naredimo en povzetek. Ja, ne bi rekel, da tako deluje karma, ne? Ampak če jaz nekomu mislim slabo, ne, in enako bom jaz deležen potem slabih stvari od nekoga drugega. Ne? To je že avtomatsko samo po sebi, ne? V temu. Ne? Če jaz posebej, to je še recimo za eno osebo. Kaj pa če jaz obsojam cel sistem, ne? Če obsojam državo ali narod in to, ne? Potem sem deležen vsega tega, ne?
slabega praktično in normalno, da se potem slabo počutiš in da potem obsojaš, drugi so krivi in tako dalje, ne, za moje stanje, ne. Ampak kdo razmišlja, ne, kdo daje energijo v tisto, kar nočeš, kdo obsoja, sami mi, ne. In zato vedno pri sebi vzamemo metlo, ne pri sosedu, ne. Najprej pometi pred svojim pragom in potem pred drugih, ne, tako da verjetno je treba najprej se malce zamisliti, usesti dol nad samim sabo, pa še potem spreminjati druge. Pa še ena misel morda, spremeni sebe, ne pa druge. Tako. Evo, polna misli sem danes.